naš sistem je vedno obvod glavnega ERP sistema. Jaz bom te najlažje pokazal. In sicer recimo, da je ta glavna veja nek SAP, Infor ali pa Business Central od Microsofta ali pa manjše rešitve Vasco, Pantone v Sloveniji. Potem iz teh naročil, mi te naročilo zbiramo, seveda zbiramo ključne logistične informacije, da jih pravilno obdelujemo in sicer da vidimo posamezne pošiljke in kad te posamezne pošiljke konsolidiramo v neke zbirne pošiljke, se lahko mi rečemo sferira transport. Ta transport potem potrebuje seveda izvajalca, prevoznika in ta izvajalec prevoznik se lahko na različne načine digitalno vključuje, kako bo pravzaprav to informacijo sprejel, ne samo po mailu, ampak da se vklopi v sistem in ta izvajalec potem to potrdi, da bo to storitev v določenem času izvedel. Potem pa še spremljamo ključne statuse teh dogodkov in sicer, da je prevoznik sprejel in potrdil pogoje, kot kjer mora narediti, ker najpomembnejše je seveda čas, kdaj bomo lahko naložil blago, kako bo izvajal ta transport, seveda za kakšno ceno, pa kdaj bo pri kupcu razložil to zadevo. V ozadju imamo seveda podporni sistem dokument za sistem, ker se kupenih transakcij dogaja z različnih sistemov, zato imamo dokument za sistem, kjer se zbirajo vsi PDF-ji, vsi maili, da se vidi več potek. Pa čisto na koncu vrnemo nazaj v ERP sistem še stroškovni del, pravzaprav koliko je ta prevoznik imel ceno, a se je ta cena kaj spreminjala, pa ta cena potem, kakršnakoli je že bila, se zaključi transport, da pride nazaj v ERP sistem, kjer je pa lahko ali uračunana vsem ceno izdelka, oziroma po nekaterih proizvodnih podjetjih imajo to prav posebej postavka transport, kjer se tudi pogajajo s kupci njihovega blaga, kako to obračunati. To mi rečemo vedno, da smo TMS nek obvod iz glavnega ERP sistema, kjer kljub vsemu je značilnost TMS-jev, da malo drugače funkcionirajo kot ERP-ji. Vedno pri nas je najpomembnejši, da dobimo čim prej informacijo, kdaj bi se naj nekaj prepeljalo iz proizvodnega podjetja do kupca. No, tukaj imamo kar izzive, kako pravzaprav pojasniti našim strankam, da je to zelo, zelo pomembno, da je to veliko prej kot pa včeraj, ker od včeraj do danes mi ne moramo dobiti transportnega sredstva ali pa zanesljivega prevoznika, treba planirati majčkeno prej. In naš glavni poudarek je, da že nekaj dni prej znamo planirati, kako pravzaprav ta transportni sredstva pride med izvajalce. SLZ vozlišče znanj in izkušenj. Digitalna preobrazba ni izbira, je pot. Pot do konkurenčne prednosti, pot, ki se nikoli ne konča. Dobrodošli v digitalnem masterclassu Rešitve v praksi. Vstopite v svet uporabnih znanj, tehnoloških rešitev in konkretnih praks, ki podpirajo vašo pot digitalne preobrazbe. Dobrodošli tam, kjer se teorija sreča s prakso. Današnja preskrbna veriga se spreminja iz dneva v dan. Razmere na trgu nihajo, kupci pričakujejo natančnost v realnem času, voznikov pa primanjkuje bolj kot kadarkoli prej. Zato digitalizirana preskrbna veriga in sodoben transportni proces v proizvodnih podjetjih nista več izbira, temveč nuja. V današnji predstavitvi vam Igor Potočnik iz podjetja Eko Info pokaže, kako napredni TMS omogoča pravočasno planiranje prevozov več dni vnaprej, digitalno povezavo z vsemi prevozniki, sledenje statusom v realnem času, zmanjšanje čakalnih vrst pred rampami in optimizacijo dvoriščne logistike, avtomatizacijo dokumentov, CMR-jev in vseh potrditev ter analitiko, ki podpira hitrejše in boljše odločitve. To je pot od kaosa na dvorišču do popolne transparentnosti preskrbne verige. Dobrodošli v digitalnem masterclassu Rešitve v praksi.